Gospod Borut Potočnik, s čim ste vi kot predsednik Združenja za management consulting Slovenije najbolj zadovoljni oziroma kaj v razvoju management consultinga v Sloveniji v 20 letih ocenjujete kot najbolj pozitivno? Ja, v teh 20 letih sigurno kot najbolj pozitivno ocenjujem to, da je pravzaprav tukaj možnost v recimo neki taki branži, ki dela dost spontano na videz po trgu okrog, da je tukaj možno tale znanja združevati, da se izmenjujejo, skratka, da če ne drugega pri kolegih vidimo in gremo vedno naprej pri novih vstopih, novih znanjih, ki se pa jaz mislim, da v 20 letih že kar nekaj stopnic pravzaprav je bilo tudi treba prestopati v teh stvarih, ki jih mi ponujamo našemu trgu, ne. Tako da to je sigurno ena zelo velika prednost, pravzaprav dosežke, ki jih pravzaprav med sabo skozi ves čas vidimo in merimo. Zdaj mogoče bi se dotaknil teh čisto zadnjih let, ker pač vsi govorimo in se ves čas dotikamo, kaj se dogaja zdaj v teh letih, kaj bo in kako naprej. Moram reči, da težave, s katerimi se mi soočamo v tej situaciji v Sloveniji, so predvsem povezane z javnim naročanjem. Tega seveda, kolikor ga še je ta cenovna politika popolnoma neustrezna za kakršnokoli kvalitetno, kakovostno svetovalno storitev dobiti. To je pač taka stroka, ki je dejansko zelo tudi povezana s cenami. Zaradi tega se pač tudi pojavljajo določene anomalije v percepciji, kaj to svetovalci je, ker se z raznimi dumpingi tudi pač različne nestrokovne organizacije in svetovalci pojavljajo. Tako da pri nas se ta situacija na ta način odraža. Moram pa reči, da se že kažejo te trendi prihodnosti počasi, da so že podjetja, ki prodirajo naprej, da so že podjetja, ki nas rabijo za popolnoma nove teme. Zdaj, pred kratkim so se pogovarjali tudi z našimi sosedi, s tujci, pri njih se kaže zanimiva bimodalnost v svetovalnih podjetjih, se pravi, ena so zelo uspešna, ena pa manj, nekih srednjih skoraj ni. Zakaj? Ker zaradi teh novih trendov pravzaprav tisti, ki so jih osvojili, že zelo uspešno to tržijo in prodajajo, tisti, ki jih pa še niso, imajo pa še kar majhen težav. Tako da mislim, da s tem znanjem za naprej, da se kar komi čakamo, da se bomo spoprijeli zdaj v naslednjih časih.